Gospod Auer, najprej, kaj je solventnost, kaj je direktiva solventnosti, ki jo nalaga Evropska unija? Solventnost 2 je evropska direktiva, ki bo stopila v veljavo leta 2012 in šele sedaj bila posredovana v Evropski parlament in se v bistvu je še v fazi uvajanja. Tako da potekajo trenutne razne kvantitativne študije, kako bo ta solventnost 2 vplivala na zavarovalnice, torej kakšen bo zahtevan kapital zavarovalnic in potem šele, ko se bo to dodobra predelalo, bomo tudi sprejeli oziroma se bojo sprejeli na evropski ravni ta direktiva, te standardizirani in drugi pristopi. Verjetno ta direktiva omejuje tveganje zavarovalnic. Takole. Direktiva omogoča, da zavarovalnice bolje upravljajo svoje tveganja in pri tem uporabljajo tudi interne modele. Ukolikor jim bojo agencija za zavarovalni nadzor oziroma nadzorniki priznali te interne modele za lastno uporabo, bojo lahko tudi zniževali svoje kapitalske zahteve, kar pomeni manj kapitala lastnikov in v bistvu manjši stroški kapitala. Kaj pa to pomeni za povprečnega zavarovanca? Za povprečnega zavarovanca pomeni, da bo lahko imel ceneje produkte. Pa verjetno tudi večjo varnost teh produktov. Pa tudi hkrati večjo varnost, zaupanje v finančni sistem in vse ostalo, kar je s tem povezano. Kakšne so novi produkti, ki jih Vzajemna razvija? Vzajemna trenutno razvija različna zdravstvena zavarovanja, letos smo ponudili tudi nezgodna zavarovanja in ravno kar vlagamo tudi počasi vlogo na Agencijo za zavarovalni nadzor za življenjska zavarovanja. Torej, 3 zavarovalne vrste, pričakujemo po prihodnje, da bomo razvili tudi pokojninska, pa tudi razna zavarovanja za zdravstveno nego v starosti, torej zavarovanja za naše starejše zavarovance. Najlepša hvala. Hvala.